In gremo. Pred nami je častna naloga. Politika me sicer kar zanima, pa v mladosti tudi lepa dekleta. Sej vam vidim v očeh, me zdi neverjetno, ker si bil mlad, pa nisi rab. Tako lepo govori, da bi sladkorno dobil. Toliko iskrenosti. Mene nihče ne bo prepričal, da krave preveč prdijo. Če bi vedel, da bomo to gnoja premetavali, bi prišel sem z vilami. Ker temu bomo naredili enkrat konec. Upanje umre zadnje, a ne? To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Jaz še nisem dobil prostora za repliko, tako da si bom vzel majčken več. Špica je šla, Antiša Korljan, Aljaž Pengal-Bitenc, to je emergentni LDGD, epizoda 207 oziroma season 8, episode 21. Antiša, živjo. Živjo, lepo pozdravljen Aljaž, lepo pozdravljeni vsi in lepo pozdravljena Štefica nekje daleč. Zdaj sem zvenel pa kot kakšen voditelj na kakšnem Radiu 1 ali pa kakšnem takem brezveznem radiju. Tako, pozdravil si vse, ki te poznajo, pa tudi 5B, ne? Oziroma, ne, če ne citiramo, zdaj pa ne vem, ali zmagovalca ali poraženca včerajšnjih volitev, ne? Lep pozdrav tudi vam pred televizorji. Tako, ja, v tem trenutku kaže na relativnega poraženca. Ampak it ain't over till the fat lady sings. No, evo, pa deva kar tukaj začeti. Opazovanja, poanta te emergentne epizode je, da na hitro presejemo rezultate volitev in stvari, ko stvari se zdijo vnaprej. In sicer, ali se tokrat vendarle lahko končno enkrat zgodi, da še neprešteti glasovi, tistih 0,15%, ki jih je še tam zunaj, da spremenijo izid. Koliko je zdaj razlike? Nominalno? Ja, nominalno mislim, da je okoli 7300 glasov, ampak ne vem, če je to zadnji podatek. To ni tako malo, ne? 7300, to ni tako malo. Tako da jaz ne vem, na koliko glasovnice še čaka. Ja. Ampak jaz bi skoraj da dvomil v to. Jaz mislim, da bodo razmerja ostala bolj kot ne takšna, kot jih vidimo danes. In zdaj pride pa na vrsto spretnost, prefriganost, pretkanost, tudi podprtost morda v kakšnih ozadjih takšnih ali drugačnih. Tako da zdaj pa, veste kako se reče, urednik pa direktor je zelo lahko biti, ko imaš zelo veliko denarja, ne? Biti predsednik vlade, ko imaš 41 lastnih glasov, pa še kakšnega zraven za podlago oziroma za dodatek, je razmeroma enostavno. Biti politik, ne, po možnosti tudi predsednik vlade, ko se ti pa lomi in ko je večino treba dosegati vsakič sproti, je pa malce bolj zahtevno in zahteva izvežbanega politika. Tako da jaz mislim, da bomo zdaj v nadaljevanju priča temu, da bomo gledali, kako spreten je nekdo kot politik. Se pravi, kot nekdo, ki zna usklajevati različne interese. No, ravno to, ne, ker ena od stvari, ki si jih ti v LDGD-jih pred volitvami vendarle nekako pripomnil, pa nisi bil edini, je, da se je Robert Golob skozi zadnja 4 leta vendarle razvil, ne, iz novega obraza oziroma nekega vodjo gibanja v polnokrvnega politika, v dobrem in slabem pomenu te besede. Ja. A se ti zdi, da so učna leta Roberta Goloba ga opremila za situacijo, ki jo ima zdaj? Veš kaj, mogoče, da te samo dopolnim. Jaz sem to, moja poanta je bila v tem, da je on, hočeš nočeš, bil eden ključnih ljudi v državi. Brez njega se ni zgodilo veliko, če sploh kaj. Ne? Ni pa to, kar sem jaz zagovarjal, in tukaj imaš prav, Aljaž, ni pa to spričevalo, po mojem mnenju, njegove politične spretnosti. Ta bo na testu zdaj. Pa ne samo njegova, ampak tudi tistih, ki so mu ob prihodu v politiko, pa tudi zdaj zadnje 4 leta, pomagali s podporo, takšno ali drugačno. Tako da test politične kompetence
včasih se je temu reklo tudi mandatarske kompetence, ne, Roberta Goloba bo nastopil zdaj, se mi zdi. Ne. Če seveda, ne, to je pa pomembno, če seveda mi preprosto ne bomo šli na ponovljene volitve. Jaz te možnosti absolutno ne izključujem. Kaj pa ti, Aljaž? Ja, hvala za vprašanje. Ne, jaz pa mislim, da predčasne volitve v smislu načrtovanega odziva niso kaj zelo verjetne iz zelo preprostega razloga, ki je bil jasen celo Mateju Lahovniku včeraj na Pop TV-ju, ker je tudi pokvarjena ura dvakrat prav. Ti poslanci, ki so zdaj dobili mandat, oziroma ki ga bodo dobili, se ne bodo kar tako odpovedali svojemu sedežu. Naredili bodo čisto vse možno, zato da do neke vlade pridemo. Pa če tudi to pomeni dodatnih 6 mesecev. Ne? Ampak mislim, da ko bomo enkrat imeli vlado, bo ta vlada nekaj časa delala, zna pa biti težko do nje priti. Še posebej, ker, če zdaj malo si sposoben strči čebeli pregovor, slovenska politika obrača slovenski volivec obrne, ker nekaj ljudi s kilometrino je ostalo zunaj. Celo za Roberta Goloba se je tik pred zdajci zdelo, da morda mu pa vendar ne bo uspelo, čeprav je na koncu se je izkazalo, da je dobil daleč največ glasov od vseh kandidatov gibanja in kandidat Gibanja Svoboda. Ampak mislim, da je bilo že več kot 92% glasov preštetih, ko je on šele dobil mandat. Skratka, a je tebe kakorkoli presenetil ta osip imen težko kategornikov na teh volitvah? Vsekakor me je presenetilo, da v parlament nista prišla Eva Irgl in Anže Logar. Presenetilo me je tudi, da v parlament ni prišla Tanja Fajon. Presenetilo me je, glede na lestvice priljubljenosti, to zdaj lahko rečejo, dokler Andraža še ni tukaj, do parlament ni prišla Urška Klakočar Zupančič. Te stvari so absolutno me presenetile. Zdaj, če me vprašaš, ali me je presenetilo, da v parlament ni prišel Matej Tašner Vatovec ali pa da ni prišla Mojca Šetinc Pašek. Nisem tako zelo odločen, da to me je presenetilo. Namreč bom uporabil zelo čustvene besede, ampak pa ne moje, ampak tako. Ljudje te poteze, ko ti tik pred zdajci ali pa tudi malo prej zapustiš politično formacijo, brez katere tebe kot politika ne bi bilo, to ljudje jemljajo kot izdajo. In izdaje v resnici nihče ne mara. To, oziroma kot je rekel Napoleon. Vem, kaj boš rekel. Kar nadaljuj. Ljubim izdajo. Sovražim izdajalca. Tako, ja. Tako da ta del me ni presenetil. Presenetilo me je recimo, da je Počivalšek ostal zunaj. Presenetilo me je recimo, da je ostala zunaj Vida Čadonič Špelič. To so stvari, ki jih nisem pričakoval. Presenetilo me je recimo tudi, da je Meira Hot kot absolutno politična prvokategornica v svojem volilnem okraju zbrala manj glasov kot Klea Jeretič, SDS, ki je absolutna politična novinka. Tako da take stvari so me presenetile. Sicer pa, ko smo se pogovarjala o teh predčasnih volitvah, se strinjam seveda, oziroma ponovljenih. Tisti, ki se bodo enkrat usedli v parlament, ne bodo čutili velike potrebe, da bi šli še enkrat na volitve. Je pa tukaj potem še en moment, in to govori v prid morebitnemu pristopu Anžeta Logarja oziroma njegovih demokratov k vladi. In to je enostavno rečeno politično preživetje Anžeta Logarja kot fizične osebe in Eve Irgl. Onedva sta danes politični, aj prav, če rečem, politični trupli. Aljaž, a se spodob? Ne vem, če se spodob, neki sicer še migata, sta pa definitivno na live supportu. No,
A veš, to sta dva visoko rangirana predstavnika slovenske politike, predvsem Anže Logar, ki je bil zunanji minister, Anže Logar, ki je bil visoko profiliran poslanec Slovenske demokratske stranke, funkcionar te stranke, kaj je bil predsednik sveta in tako naprej. Ne? Predsednik Ljubljanske celice, SDS, šef UKOM-a in tako dalje. Razmeroma uspešen na predsedniških volitvah, ne? Oziroma zelo uspešen na predsedniških volitvah v imenu SDS, ne? In potem disident iz SDS-a, ki se mu izračun ni posrečil. Enako velja seveda za Evo Irgl, samo da je njen seznam političnih funkcij nekaj manj impresiven. Ne? Tako da tukaj je ta zabloda, ne? Jaz sem imel danes že priložnost sodelovati v enem pogovoru, kjer je Igor Lukšič, profesor, sodeloval in on je rekel, nekaj je to, nekaj je pa napačna politična presoja. Ne? Namreč oba imenovana, pa še kdo v politiki, ne, je kdaj že naredil napako in je svojo prisotnost v visoki slovenski politiki pripisoval lastni sposobnosti, ne pa ozadju stranke, v imenu katere je nastopal. Ne? In njima se je očitno to zgodilo. To pa, veš, kaj še razmišljam, ne? Gledajoč in demokrate, ker končni fazi demokrati imajo 6 glasov, še pravi 6 poslancev. Sicer so hoteli 10, Logar je sanjal o 15, ne? Ampak nekako smo jih imeli v istem rangu z Levico, pa mogoče z NSI-jem pa tako dalje. Ne? Ampak noter so prišli razen Ostrca, ki je podpredsednik stranke in je tudi nekako bil profiliran na soočenjih in tako dalje. So prišli neki XY anonimusi, ne? Ljudje, ki so pač bili nametani na listo, na volilne liste. Ne? A je možno, da so enostavno da je več kot ena stranka napačno presodila razpored okrajev? Ker tudi tako za Logarja, kot za gibanje, se pravi, za demokrate in za gibanje Svoboda, so bile to v bistvu prve solo volitve. Ker tu prej volitve 22 ne šteje, tisti je bil referendum proti Janši. Tisti bi, nekaj bi Nataša rada rekla, sendvič šunko bi lahko kandidiral, pa bi dobil zelo velik glasov. Tukaj so se morali, gibanje Svoboda se moralo odločiti, kdo kam gre. Logar se je mogel odločiti, kdo kam gre, in je možno enostavno, da nimajo tega backgrounda, da bi se bolj natančno odločili, koga kam postaviti. Ja, zdaj razumevanje političnega sistema in preračunavanja in delitve mandatov, to res ni ena enostavnejših stvari, s katero človek pride v stik v življenju. To moramo priznati. To je kar komplicirana zadeva. Ampak, ne, če sklepamo, oziroma če drži, ne, moje prepričanje, da je Eva Irgl kandidirala v Vipavi, ne, a to drži? Mislim, da ja, ne. Pač tam, ja. Mislim, ona je kandidirala tam, odkoder je doma, no, tako bom rekel. Ne. Ja. In zdaj, kam še iti kandidirati, kot pa tja, odkoder prihajaš, in ona je bila zelo v tem smislu lokalpatriotska, ona je zelo poudarjala svojo regionalno pripadnost in tako naprej. Ne. Tukaj skoraj ne moreš faliti. Tako da jaz mislim, da je moralo biti na delu kaj drugega. Ne vem pa kaj, ne, ampak dejstvo je, da se njima kot najbolj izpostavljenima človekoma tega prebega iz SDS enostavno ni posrečilo in kot rečeno, ne, danes sta v luftu sta, no, tako. Ja, ker si je že omenil, kandidirala je v volilnem okraju Ajdovščina, ki mislim, da Ajdovščina, se opravičujem. Ne, se v redu, mislim, da obsega tudi občino Vipava. Tudi, no. Pač, ne, ampak je bila šele 1, 2, 3, peta. Se pravi, SDS, Svoboda, NSI, Trojček, SD in šele potem Eva Irgl 6,47. Sicer to ne šteje čistko, ker pač tekmuješ z kandidati na lastni stranki, ampak na lastni listi, ampak kakorkoli, ne. Zvone Černač je zmagal v ajdovskem okraju z tako rekoč naskokom, ne, z 28%. Je res tudi, se ti upravičujem, sem te prekinil, ampak morda se bo kdo spomnil, jaz sem
v enem od naših predvolilnih podkastov sem se na glas vprašal, ne, mimo grede, kje pa je Eva Irgl. Ne. Eve Irgl namreč jaz nisem zaznaval v predvolilnih soočenjih, ker še zmeri mi ni jasno, zakaj. Ne. Mislim, ona je ženska, ki zna nastopati, ona je medijsko je spretna. Zdaj, zakaj sta se Osterc in Logar odločila, da bosta zase vzela nastopanja, to pač stvar strankine strategije. Ne? Ja. Ampak dejstvo je, da ona ni bila prav izpostavljena v medijskih nastopih pred volitvami. Se strinjam. Prav, ne, se pravi, zdaj nekako postavo parlamenta bolj, kot ne imamo, mogoče, če tvegam špekulacijo, da tisti glasovi, ki so še zunaj, mogoče spremenijo kakšno kadrovsko zasedbo, ne pa število list, ne? Čeprav tudi to se mi zdi, da je vedno manj verjetno. Ampak, po tvojih izkušnjah, ne, kot saj si najstarejši član naše ekipe. Ne? Ja, hvala. Ja. To sem čakal. 15 minut sem čakal, da sem to povedal. Skratka, mi smo že imeli, ne, Slovenija je že imela težke, dolgotrajne sestavljene koalicije, in je pač potem nekako šlo, ne? Ampak tako, čez prst, koliko rečeš? 2 meseca, 3 mesece? Kaj, da bojo sestavljali ali da bojo preživeli, ko enkrat sestavijo? Ne, da se sestavlja do točke, ko bomo imeli pač mandatarja. Oboje je vprašanje namreč, ki je na mestu, po mojem, Aljaž. Malo sem se pohecel, malo pa ne prav zelo. Ne? Zaradi tega, ker tako kot zdaj stvari se napeljujejo, ne, bo kakršnakoli oziroma katerakoli koalicija peklensko naporna. To se najbrž strinjaš tudi sam. Ne? Ja. Jaz mislim, da če bo v koaliciji Stevanović, bojo to astronomski računi, ki jih bo treba plačati. Politični, identitetni, programski, v smislu koncesij na ministrstvih oziroma pri zaposlitvah in tako naprej. Ne? To nam je že jasno. Ne? Meni se večkrat v zadnjem obdobju pripeljala tvoja ideja, ne, ki si jo razvijal v eni od naših epizod, namreč, da se oblikuje široka vladna koalicija, ki zunaj pusti, takrat si ti govoril o 2 ekstremih, Levico in SDS. Jaz sem govoril o resnici in SDS. Resnici ali levici? Ne, resnici, pač antisistemce, pač to, kar češ. Tako, ja. Hotel sem to reči, ne. Ta stvar se mi zdi, zdaj, ko poznamo rezultate, vedno bolj smiselna. Ne. Se pravi, ti oblikuješ najširšo še mogočo koalicijo, pri kateri, si upam reči, vsi vpleteni precej stisnejo nos pred podpisom koalicijske pogodbe in potem iz tedna v teden, iz projekta v projekt, iz seje vlade preizkušajo svojo politično spretnost, pripravljenost poslušati, pripravljenost sodelovati, pripravljenost in sposobnost se usklajevati na projektih, za katere se presodi, da so pomembni, in to morda lahko vodi tudi v nekaj produktivnega, bolj kot si v tem trenutku mi lahko mislimo. Ne? Zato, ker to je zanimivo, kaj je pravzaprav politika? Politika je v bistvu usklajevanje v imenu volivk in volivcev, zato da ljudje živijo bolje. Ne zato, da živijo boljš priskledniki, ki te odkrijejo kot prijatelja na volilno noč, zato ker bojo imeli od tebe koristi. To ni, a veste, to je una vulgo politika. Ne? Politika v tem nekem definicijskem smislu je pa delo za blagor skupnosti, ne? Je rekel naivnež v meni. Ampak v principu gre za to. No? Zanimivo, da si to omenil, ker sem, preden sva začela tole snemati, sem na ena ošinil s pogledom
prispevek Suzane Lovec, kjer se pogovarja z dr. Tomažem Deželanom, ki je doktor politologije in tudi z vidika notranjega politologa bolj usposobljen za te stvari kot jaz. Ker sem samo univdipl. Ampak recimo on reče, prav tesen volilni izid je priložnost za depolarizacijo. Pa sem jaz najprej mislil, kakšne bučke. Ne? Ampak ko si pa ti zdaj to tako zašilo, pa stvar dejansko ni, mislim, ima neko notranjo logiko. Ne? Sploh, če to, kar smo se pač pred volitvami pogovarjali, če bi v taki koaliciji zastavil zelo ozek set prioritet in za vse ostalo, ne, kar ne vem, na levo ali pa na desno bi bilo odklonsko, imaš pa recimo dogovor, tako kot so ga imeli z Levico, da zdaj v tem mandatu, da se pravi, da glasuje proti se ne, se pa lahko zdržijo, pa bi taka stvar lahko celo mogoče na nek način funkcionirala. Ne? Ja, jaz bi mogoče eno paralelo potegnil tukaj. Zelo radi se, predvsem ta progresivni del slovenske politike, se pravi, ali pa levo-sredinski, ne, se, rečemo temu svobodnjaki, no, tako, se radi kitijo kot dediči načina, lika in dela Janeza Drnovška. Ne. In jaz bi spomnil tukaj, Janez Drnovšek je v preteklosti delal v koalicijah, ki res niso bile enostavne. Delal je v koalicijah, ki so se, ne vem, 2 meseca ali pa 14 dni pred podpisom koalicijske pogodbe zdele znanstvena fantastika in vendar je LDS-u takratnemu te koalicije uspelo prvič oblikovati in drugič tudi odpeljati do konca. Jaz bi spomnil na zapise na režimskem Siolu, ne, ki je pisal, da je Golob na pragu tega, da je ponovi Drnovškov uspeh, da uspelo mu je ponoviti mandat, oziroma pač vsaj relativno zmago v tem trenutku. Ne. Zdaj bi pa mogoče veljalo razmišljati tudi o tem, ne, da se izkaže kot dedič tudi na tej točki. Pa moramo v bistvu zdaj samo še preigrati, kateri so zdaj koraki. Najprej bomo imeli ustanovno sejo državnega zbora. Hvala lepa. Ne? Potem, ki mora biti 20 dni, najkasneje 20 dni po ugotovitvi končnih uradnih izidov, ki pa bodo v prvem tednu aprila, če sem prav preštel. Se pravi, mi imamo za kaj je to, dan OF imamo lahko že nov parlament. Ne? Recimo, ampak šef opozicije je napovedal osporavanje izidov oziroma dvom v legitimnost volitev. A je to samo nekaj, kar pač Janša naredi po vsakih volitvah, ali nas more bolj skrbeti tokrat? Mene recimo tokrat bolj skrbi kot ponavadi. Kaj pa ti meniš? To ni nekaj povsem nepričakovanega. Ne? Janez Janša je v preteklosti že, bi rekel, se izkazal s tem, da dvomi v bistvu skoraj sleherni korak v demokratičnem oziroma volilnem procesu in jaz mislim, da tukaj ne bo drugače. Ne? Tisto, kar je pri tej zadevi fascinantno, je to, česar res nisem vedel, ne? Ampak on je včeraj na televiziji povedal oziroma v eni izjavi, da so imeli, če sem prav razumel, opazovalce oziroma ljudi na čisto vsakem volišču in da imajo predstavnike in da bo treba oni so imeli vzporedno spletno stran, ne, kjer so bili spremljani izidi in tako da to je nek vzporeden mehanizem, skozi katerega imajo oni očitno zelo natančen vpogled v to, kaj se je dogajalo. Ne? Ta stvar pa zna trajati, če nič drugega. Ja. Mogoče sam v kontekst, ne, to je mehanizem, ki je v bistvu že skozi obstaja in lahko vse politične stranke imenujejo svoje člane v okrajne ali pa področne volilne komisije. Je pa res, da se do zdaj ni s tem zares še tako zelo intenzivno ukvarjal kot ravno letos. Mislim, da je tudi Svoboda sicer imela, ker je bilo letos, kot da je bilo prijavljenih kandidatov več, kot
je bilo mest na voljo z vseh strank. Ne? Ja. Ampak tisto, kar sem pa jaz slišal, neuradno, pa je, da so imeli člani, ki so bili imenovani iz strani SDS-a, tudi nalogo pač popisovanja vseh potencialnih nepravilnosti, morebitnega fotografiranja dokaznega materiala itd. itd. Ne? Kako mi temu rečemo? Aljaž, kako mi temu rečemo tukaj? Znajo se iti, ne? Ali pa kaj je to, cinkarjenje, ne? Ampak ja, znajo se iti, ja, seveda. Znajo se iti, ne? Presing po celem igrišču. Ne? Tako. Potem imamo pa pač se pravi parlament, pa predsednik parlamenta, pa se pa že mandatarja išče. Ne? Tukaj bo zdaj tudi zanimivo spremljati, kako bo odreagirala oziroma odigrala predsednica republike. Ona pričakuje in bo dala mandat tistemu, ki bo prvi prinesel zagotovljenih 46 glasov. Ne? Pri čemer moramo vedeti, ne, zagotovljenih 46 glasov, to niso glasovi, za katere ti 100% lahko veš, da jih boš v parlamentu dobil. Namreč glasovanje je tajno. Ne? In vedno lahko, vedno lahko kdo glasuje drugače, kot mu veleva strankarska disciplina. SDS je v preteklosti zahtevala, kolikor se spomnim, fotografije iz glasovalne kabine. Ne? Tudi to je en izraz nezaupanja v lastne poslance. Tako da potem pa 3 krogi, tečejo se 3 krogi, a ne, Aljaž? Ja, res je. 2krat se glasuje, kjer rabi kandidat za mandatarja absolutno večino, 46 glasov, pa je pa 3. krog, kjer je dovolj navadna večina. Ne? Tako da mandatarja bomo vsekakor dobili. Vprašanje pa je, ali bomo dobili tudi vlado. Kar je pa res tukaj, ne, da se pa zna, mogoče, ki si jo že omenil, Nataši Pirc Musar teh njenih 46 glasov mečkan oponest. Ne? Ker če bo dala najprej Golobu, pa Golob ne bo imel 46 glasov, kaj pol? To je zdaj stvar, ki mene osebno, mislim, to je ena od 2 stvari, ki me osebno zelo zanimata. Ne? Seveda, zato, ker je od tega je odvisno, a bomo mi v doglednem času dobili operativno oblast, ne? Ki jo kot država potrebujemo. Ne? Druga stvar, ki me pa zanima, je pa povezana s tem, da mi morda zdajle smo neka oblika interregnuma, medvladja, ne? Se pravi, parlament se poslavlja, novi prihaja, enako velja za vlado, ampak mene kot državljana pa še vedno zanima, ne? Kaj bomo naredili s tistimi obtožbami visoke nekdanje predstavnice Gibanja Svoboda, da ministrica Gibanja Svoboda krade na drugem tiru in da je pobrala 2,5 milijona ukradla. Ne? Ali pa kaj bomo naredili s tem, kar je rekel nekdanji minister, kako se milijoni delijo za koncesije v zdravstvu? Kaj bomo s tem naredili? Pa še s kakšnim prisluhom. A veste, kaj bomo naredili s tem, da je treba poskrbeti, da se naše, v narekovajih, ljudi postavi na projekte popoplavne obnove, ker tam je pa res veliko poslov, pa veliko dobrega denarja. Ne? Pa kaj bomo naredili z idejo o privatiziranju domnevnega, se pravi, domnevnem privatiziranju GEN-I-ja? Kaj bomo z vsemi temi informacijami, ki so prišli v zadnjih 10-14 dneh v javnost? Jaz upam, ne, da to ne bo šlo mimo kot del predvolilne folklore, ampak da se nekdo s tem že ukvarja. Zdaj pa naivnež v meni pravi, ne, da inštitucije najbolje delujejo v interregnumu, ne, kjer ni enega vira pritiska. No, riječi ti se pozlatile. Ne, ampak a veš, kaj hočem reči? Ne? Ja, seveda, absolutno. Mislim, pač, se vsi strinjamo, da je pač stvar bila dana ven časovno primarno zaradi volitev, je pa res, da stvari, ki so bile tam noter rečene, zahtevajo posebno pozornost za to usposobljenih in pooblaščenih organov. In seveda, dejstvo, mislim, in seveda ne samo pozornost, ampak tudi, da javnost dobi neko povratno informacijo, kaj se je z določeno zadevo zgodilo. Ja, tako. Ne? A se je izkazalo, ali je to nekdo govoril prazno. Tako. Preden greva na konc, ker sva na tem, da podreva rekord,
preden prideva do konca, po različnih koščih spletišč in družbenih omrežij so zaokrožile razne tragikomične ideje o tem, kaj pa, če bi mi malo poskusili Belgijo oponašati, pa bi bili ene 500 dni brez vlade, pa imeli sem vlado za tekoče posle. A misliš, da bi to pri nas šlo? Jaz zdaj od blizu ne vem, kako je ta stvar izgledala v Belgiji, ampak pri nas mislim, da bi bil to razpada sistema. Ne? Si upam kar trditi. Ja. Jaz tudi mislim, poleg tega v slovenskih razmerah je vlada za tekoče posle čisto taka, kot vlada za navadne posle. Tako da nima kle neke veze. Je pa bilo pa zanimivo, veš, če imaš nov parlament, pa staro vlado. Ta del je ta stvar. Ne, ta stvar sploh ni mogoča, ne, zato ker so roki postavljeni in te stvari ne moreš tako pelati, veš, Aljaž. Ti imaš neke roke, znotraj katerih moraš imenovati vlado, ali pa greš ponovno na volitve, ker se razpusti parlament. Tako. Skratka, ljudje, moji poslušalke in poslušalci, cenjeni publikum, žal, belgijski scenarij. Ali pa na srečo. Antiša, z radostjo v srcu, pesme na ustnicah in solze v očeh te obveščam, da je ta epizoda LDGD-ja krajša od 35 minut. Evo, v 34 minuti bova nehala. Tako da se zahvaljujem, Aljaž, za zanimivo debato, hitro izmenjavo mnenj, poslušalkam in poslušalcem pa seveda za poslušanje, deljenje, podporo in navdušenje nad LDGD. Tudi v mojem imenu hvala lepa, Antiša, hvala, ker si vzel čas v teh dneh, ko imamo vsi, ki profesionalno pa polprofesionalno kibicamo ob slovenski politični sistem, da si vzel tudi za naš čas, čeprav si del ekipe. Zakaj si ga pa ne bi, ne? Kaj se rekli, nekaj lažno skromnost delam. Točno tako. Spoštovani, pa hvala, ker podpirate LDGD. Še vedno lahko postanete stric ali teta iz ozadja. Sploh zdaj, ko bo nova vlada pa nov parlament, vse bomo odprli, bomo vrata za nove pozicije, vse na nov se bo delil. metenalista.si/investiraj. Moje ime je Aljaž Pangopitenc, Antiša Korljan je bil z mano, Andraž Zorko je usahnil tik pred zdajci in mu želimo vse dobro. Mi pa se bomo slišali spet v rednih terminih. Ta hip vam še ne znam povedati, ali je to že ta četrtek ali naslednji, ampak gotovo bomo imeli veliko za povedati. Pa brez zamere.